dame in gospodje, ljubitelji knjig in branja, lepo pozdravljeni na 23. knjižnem sejmu. Lani je knjižni sejm obiskalo 25.000 ljudi, letos organizatorji pričakujejo 40.000 obiskovalcev, kajti vstop na letošnji sejem je brezplačen. Ja, na letošnjega sejma je tudi bralnica, vsi tisti, ki radi prelistate kakšno knjigo, ali pa kot se vemo, ne, pogledate ilustracije, pa to slike, ne. In tudi, če bi radi kakšno knjigo prebrali, zato je namenjena, temu je namenjena bralnica, kar pa je zelo pomembno, pa je to, da bodo knjige, ki bodo sedaj vse na razpolago bralnici, na koncu sejma, pa pravzaprav po koncu sejma podarili barvnim hišam. Skromen fantek postavil kurir, dobro je hodil mimo ovir, torbo je čuval kakor zaklad, veliko se trudil in imel borce rad. Dočakal svobodo je, zdaj mirno živi, torba spominja na hudega dni. Peter Poles, Korilček, Peter Prvja. Ja! S pogledom v obdobje med obema sejmoma zaznavamo silovito dinamiko sprememb. Del njih je bila tudi gospodarska zbornica in z njo knjižni sejm. Zavedanjem poslanstva založništva kot panoge in zmožnosti, ki nam jih ponuja nabor raznovrstnih idej, različnih družb in posameznikov, smo pod eno jadro združili knjižne založnike v okviru prostovoljne zbornice in ustanovili zbornico knjižnih založnikov. Nepremakljiva sta bila vhod in smer pogleda sejm. Malo za šalo in malo za res. Modri pravijo, da sejem na široko smo odprli, a glej ga vraga, da vrata smo zaprli. Resnica je le tako, da je sejem na ogled postavljen v 3 etažah, da je vhod iz pasaže in da gre smer pogleda od spodaj navzgor. S tem organizator zagotavlja enakovreden obisk vsem razstavljavcem na vseh 3000 kvadratnih metrih površine, tudi v novem, drugem preddelju Cankarjevega doma. Vaše ime je Slovenci, tudi moje ime je Slovenci. Rezala beseda Slovenec, kot je popravi Tedi Kovač, izhaja iz besede. Beseda, slovo, slovan, Slovenec, kot je padla na našo zgodovinsko eksistenco kot naroda besede. Brez besede smo, obstajamo, ko ni besede, nas ni več. Knjiga je zapisana beseda. Ampak, če ni besede, tako kot pravi moj veliki prijatelj, sedaj že pokojni, morda res, ko človek zgubi besedo, začne propadati, začne razpadati njegovo telo. Naše narodno telo, samo širša oblika našega individualnega telesa, bi tudi razpadlo, da ne bi bilo več, ko ne bi bilo besede, ki je poveljala knjigo. Kakšno knjigo? Najprej skromne začetke, velike spomenike, vendar do toliko pa tudi neskromne, saj smo takrat se morali nekako, oziroma so nam priznali, da se lahko do najvišjega v kesu obračamo v lastnem jeziku. Ne v imenu drugih jezikov, latinščine pa grščine. Takrat smo nekako začeli nastopati kot beseda, ki jo govori še nepriznani narod, ki ne obstaja. Seveda s protestantizmom smo postali bolj ljudje besede in predvsem ljudje pisave, ko smo dobili očeta naše knjige. Včasih vem, se opiramo temu očetnosti, ampak smo samo otroci Trubarja. Nekakšnih danih Trubarjevih stricev, sorodnikov. On je naš oče, škoda, da počiva tako daleč od naše zemlje. Sedaj, ko on ne more več pisati, ko ne more sporočati svoje besede, je naša etična naloga, da opravljamo njegovo oporoko. Mi smo nosilci oporoke besede in smo nosilci oporoke knjige.
svojega delovanja pustil globok pečat na različnih področjih založništva v Sloveniji in tudi na mednarodnem področju. Temeljito je spoznal založništvo in tiskarstvo in bil nekaj časa tudi zasebni založnik. Ves čas svojega delovanja skrbi za samozavestno mednarodno uveljavljanje slovenskega založništva in avtorjev. Tako v Sloveniji kot tujini je prejel že veliko različnih nagrad. Je urednik in organizator več kot 50 izvirnih likovnih monografij. Stalno se pojavlja kot sprotni publicistični komentator razmer v slovenskem založništvu. Z argumenti in z bistrino humornega duha se vselej zavzema za bralcem dostopnejšo slovensko knjigo in za njen položaj v družbi. S svojimi avtorskimi deli se uvršča med najbolj priznane mladinske pisatelje in pripovednike. Kot predsednik društva Bralna značka Slovenije je dal gibanju nov zagon in širino. S pritegnitvijo kulturno osveščenih gospodarstvenikov, ki je za vso Slovenijo in za mesto izpeljal projekt nagrajevanja šolarjev s knjigami. Tudi s tem je občutno vplival na širjenje bralne kulture med mladimi, saj so mladi prejeli več kot 250 000 izbranih knjig. Je eden izmed očetov slovenskega modela knjižničnega nadomestila, ki ga uspešno predstavlja tudi v tujini. Bil je zavzet in uspešen predsednik Društva slovenskih založnikov in član upravnega odbora Združenja založnikov na Gospodarski zbornici Slovenije. Drage založnice, dragi založniki, prejeti priznanje iz rok starostnih kolegov je najlepše. Zato sem hotel potoščen in hvaležen. Na ta način se najlepše zaokroža ena od mojih življenjskih poti. Pri vašem prizadevanju v dobro slovenske besede, slovenske knjige in založništva na slovenskem vam želim veliko uspeha. Ampak pri soočanju z izzivi novih časov, novih tehnologij, si boste morali izkušnje nabirati sami. Iz tega mesta vam svečano obljubljam, da ne bom delil dobrih nasvetov. Hvala lepa.